V domu starostnikov v Slovenj Gradcu so izvajali zanimiv medgeneracijski projekt Beremo dela Toneta Partljiča, v katerega se je vključilo več kot 400 sodelujočih. No, kot nam je zaupala vodja doma, gospa Marjana Kamnik, se je ideja za projekt porodila prav ob obisku pisatelja v domu, k projektu pa so povabili stanovalce doma, njihove svojce, prostovoljce, osnovnošolce in tudi gimnazijce. Kot rečeno, več pa z vodjo gospo Marjano Kamnik. Danes, ki je zaključek tega projekta, seveda ta zaključek združujemo z dnevom knjige. Zdaj, to je bolj protokolaren del v domu. Pridružil se nam bo seveda avtor, gospod Partljič, ki je tokrat v projektu že četrtič z nami. Učenci prve osnovne šole, seveda naše stanovalke so že pripravljene, tudi naše stanovalke, naš pevski zbor nastopi. Žrebali bomo oziroma podelili bomo nagrade vsem bralcem. Žrebali bomo 3 glavne nagrade, ki jih bo podelil župan v Čajnici Beč. Za uspešno sodelovanje je moral vsak udeleženec prebrati 3 Partljičeva dela, na podlagi katerih so pripravili tudi dramsko in ustvarjalno delavnico. No, sicer pa ima dom starostnikov tudi svojo knjižnico z več kot 8000 knjigami, 20 Partljičevih knjig pa so si izposodili iz koroške osrednje knjižnice na Ravnah. No, pred mikrofon sem seveda povabila tudi pisatelja Toneta Partljiča, pa prisluhnimo, kaj nam je ob tej priložnosti povedal. V zvezi s tem, kaj naj ljudje berejo ali naj berejo, da to politika prej ovira in da ni to njena naloga. Mislim, da je to naloga šol, knjižnic, stvari, ki se ukvarjajo, inštitucij, ki se ukvarjajo s stvarmi duha. Politika je navadno daleč. Drugo pa je seveda, da sem včasih obupan, sem bil obupan tudi, ko sem bil v državnem zboru, kako nizka pa je politična pismenost, kulturni nivo dialoga v politiki. To je pa druga zgodba. Drugače pa bi me tako zelo morali prisiliti, da bi glih neko zvezo med politiko in bralnimi značkami, na primer videl. Politika tudi sama nima denarja, denar imajo druge inštitucije. Seveda pa se ni samo šaliti na ta račun, ker je bilo neko obdobje, tudi v teh krajih, kjer sedaj sva, na primer Voranca, ki je bil tako zelo aktiven v politiki, kot veste, zadnje tudi sprejemal v partijo Tita in ostale. Cankar je bil eminenten politik, Kozbek, tako da neka korelacija seveda je, ampak tu bi pustil politika v premjeru. Zlasti zdaj, ko je teden knjige, naj ostane tam, kjer je. Jaz sem seveda star čez 70 let in sem v teh rečeh precej konzervativen. Še vedno vzamem raje v roke knjigo, kot pa da si tam brskam po nekem ekrančku. Seveda imam ta računalnik, ker moram na njega pisati, pošiljati, danes ni več komunikacija prek papirja možna, tudi zaradi tehnologij. Drugače pa recimo bi človek mislil, da ljudje ne bodo peš več hodili, ko bodo izumili avte, letala in tako dalje. Pa še na srečo zmeraj vsi peš hodimo. Tako sem prepričan, da bo literatura kljub temu, da bo preživela. Lahko pa se spremeni pisava iz Gutenbergove v elektronsko, na vse zadnje se je to v civilizaciji že dogajalo. Projekt, ki so ga poimenovali Partljičeva bralna značka, bodo nadaljevali s prebiranjem del Prežihovega Voranca. No in čeravno so tisti, po katerih se imenujejo bralne značke, ponavadi mrtvi, so gospoda Partljiča v domu starostnikov pomirili, češ naj se ne razburja, se bo tudi slej ko prej sam prišel na vrsto. No, pa si poglejmo ob koncu še nekaj utrinkov.